V novomeški galeriji Krka tokrat razstavlja črnomaljec Robert Lozar, ki sicer že od leta 1994 deluje kot samostojni umetnik, med drugim pa je za svojo diplomsko delo dobil tudi študentsko Prešernovo nagrado. Tokrat je predstavil slikarsko razstavo z naslovom To je pa čisto res. Tako kot že zadnjih, recimo da skoraj že 20 let, je ta razstava dokument mojega poskusa postati slikar. Torej se vsako sliko poskušam postati slikar. Kajti slikar se postaja, slikar nisi, to ti kar ni podarjeno, ampak moraš se nekako vsako sliko približevati nekemu slikarstvu, nekemu lastnemu idealu. Ta dela so nastajala, mislim, da nekatera 2 leti, nekatera pa 1 leto, približno. So pa bila vsa narejena v bistvu za ta prostor. Nekaj malo manj običajnega za likovni svet pa so Lozarjeva poimenovanja svojih likovnih del. V principu mi grejo na živce deskriptivni naslovi. Če recimo na sliki tihožitja se mi zdi nepotrebno spodaj napisati tihožitja, ker pač gledalec to vidi, da je tihožitja. Isto kot če vidiš hišo, bi dal potem sliki naslov hiša. Ampak sam zato slikam dajem v nekem smislu razpoloženjske naslove, v nekem smislu se jim prepustim in z neko inspiracijo se mi nekako prikaže ali pa pokaže mogoče kakšna besedna zveza, ki je v povezavi s sliko, včasih pa tudi ne, pa včasih tudi malo zaduhovičim. Robert Lozar razbija konceptualno likovno zasnovo in že od začetka ustvarjanja išče lasten umetniški izraz. Sproščeno niza nepovezane prizore, ki mu jih narekuje trenutni vzgib. Ustaljene televizijske, naključno najdene slike se na platnu prepletajo z upodobitvami pokrajin in vedut iz vsakodnevno videnega sveta. Med podobe se mešajo zapisi figur, ki so prav tako posledica slikarjevih trenutnih asociacij in ne pomenijo ključa za razvozlanje teh abstraktno-asociativnih podob, je o avtorjevih delih med drugim zapisala likovna kritičarka Tatjana Pregl-Kobe. Ja, v bistvu lahko rečem, da me najbolj nekako zaznamuje narava. To so v bistvu verjetno prizori iz mojega otroštva, ki me nekako spremljajo kot nek leitmotiv skozi življenje in se jih nenehno se vračam k njim, čeprav so seveda na večini slik zakriti in pa tudi figura. Na nekaterih slikah so pa tudi take mestne vedute. Sicer pa je bil naš sogovornik 5 let tudi odgovorni urednik revije Likovne besede, za katero je prispeval več teoretičnih člankov. To je bila ena posebna izkušnja, tako da, kjer sem se pač soočal tudi z teoretsko stranjo, kot temu rečemo, veliko bral. Pomembna izkušnja, ki pa jo nekako nočem več ponoviti, ker je to tak dosti utrujajoč poklic. Kako zahtevna pa je pravzaprav likovna teorija? Verjetno ni težja kot recimo filozofija, ker v bistvu izhaja, tako da prav ne vem, kako težka spet ni. Sam je pa gotovo pomembno tudi kaj prebrati, to pa ja. Lozarjeva razstava z naslovom To je pa čisto res bo sicer v galeriji Krka odprta do 11. maja. Postavitev je, pač se mi zdi najboljša v danih razmerah oziroma v danem razpoloženju. Sem pa zadovoljen bil z celotno infrastrukturo, z temi pomočniki, ki so mi bili na voljo, tako da zaenkrat čista 10. Za tokratni glasbeni utrinek pa je poskrbel Lado Jakša.